Ja bom povedal svoje stališče, ki sem ga oblikoval predvsem iz informacij, ki jih je podala v javnosti Mestna občina Ljubljana, iz tistega, kar je danes povedal predstavnik policije in pač glede na tisto, kar sem zvedel od svojih klientov. Meni je žal, da tudi to je moje stališče, pa ga bom povedal. Žal mi je, da nas je zapustil notranji minister Hojs, ko nam je podelil svojo precej preprosto in enostavno videnje prava in pravnega reda. Jaz, lastnik, vzamem si tole, ki pač je premalo, da bi lahko rekel, da govorimo o pravnem redu te države, ki je, hvala Bogu, mnogo bolj kompleksen in pozna tudi nekaj, čemur se reče varovanje mirne posesti in pozna tudi nekaj, čemur se reče prepoved samovolje. Samovoljnost je v tej državi celo kaznivo dejanje. In tisto, kar se je zgodilo, glede na informacije, ki jih imamo doslej, minilo pa 14 dni, lahko ugotovimo, da so v rogu bili ljudje, da so v rogu bile njihove stvari, da so z vidika prava to mirni posestniki, ki jih pravo varuje. Akt, ki se je zgodil 19. januarja zjutraj, je bila izselitev. Ne samo tistih, ki so v rogu spali, ampak tudi tistih, ki so tam imeli svoje ateljeje, opremljene telovadnice, v katerih se je izvajala dejavnost z najmlajšimi meščani tega mesta, opremljene prostore za skrb za socialno najbolj ogrožene. Vsi ti so bili izseljeni. To je potrdil tudi predstavnik policije, ko je povedal, da so stvari varno odstranili. Iz prazne tovarne pač ne bi rabili odstranjevati ničesar. In dokaz, da so bili ljudje izseljeni, so tudi kupi stvari, ki čakajo na svoje lastnike na Snagi, kjer jih lahko prevzamejo za izpolnitvijo obrazca. Ker izselitev ni samo izselitev ljudi, ampak tudi stvari. In če se izselitev zgodi brez naloga za izselitev, ki ga izda sodišče te države, in je ta nalog pravnomočen in ga izvrši izvršitelj, ki prosi za asistenco policije, potem gre za samovoljno oblastno dejanje, za nezakonito uporabo sile. Zdaj, jaz težko verjamem, da policist, ko vidi, da se izseljujejo stvari in prosi varnostno službo, da mu predoči dokument in mu ta predoči gradbeno dovoljenje, reče v redu. Ker z gradbenim dovoljenjem se pač ljudje ne izseljujejo iz prostorov. Ali kako? Tako da opravka imamo torej pa poudarjam, svoje stališče podajam izključno na podlagi informacij, ki smo jih dobili od MOL-a, od policije in od uporabnikov. To, kar je bilo v medijih do zdaj predstavljeno. Če se najde izvršilni nalog, če se najde pravnomočno nalog za izvršitev izselitve, se bom vsem upravičil. Ni nobenega problema. Če se izkaže, da je bila izselitev zakonita. Ne moramo pa sedeti tukaj in čudim se, da se lahko sprenevedamo in se pogovarjati, da se tam izselitev ni zgodila. Ker če se je, potem mora biti zakonita. In to je spoštovanje postopka. Tistega postopka, v katerem se zdaj, preden sem dobil besedo, 2 uri pogovarjate poslanci med seboj. To je spoštovanje postopka, ki zagotavlja varovanje človekovih pravic v tej državi. In če ni izselitev narejeno tako, kot je treba, potem gre za nasilno dejanje. Na eni strani imamo nasilno oblastno ravnanje in na drugi strani imamo mirne posestnike, ki ne bi jih pravo te države varovalo, ki niso samo to, ki so celo umetniki. Noter so bili opremljeni ateljeji, prostori uprizarjanja
umetnosti. Umetnosti, ki je v tej državi dvignjena na ustavno raven zaščite. Zaščita svobodnega umetniškega ustvarjanja. O tem se pogovarjamo danes. In če zakon ni meja za uporabo nasilja, za uporabo nasilnih in prisilnih sredstev, če danes od 19. januarja 2021 v Sloveniji zakon ni tista meja, ki preprečuje uporabo samovolje in nasilja, potem se sprašujem, kaj je tista meja. Mogoče razsvetljenost oblastnikov. Hvala lepa.